Moram reči, da smo izredno zadovoljni, da smo kljub obilici dela odprtih tem, ki jih imamo kot kmetijstvo in živilstvo, uspeli organizirati prvo konferenco industrije pijač. To je izredno pomemben sektor v Sloveniji in seveda tudi pomembnost članov, ki izhajajo iz njihove vrst, ki so organizirani v okviru sekcije proizvajalcev pijač, brezalkoholnih pijač, je izredno velika. Odprli smo seveda njihove ključne teme. To je na področju prehrane in s temi povezano temo sladkorja, prehranske politike in seveda teme, ki so vezane na okolje z vidika plačevanja koncesnin oziroma drugih dajatev, ki izhajajo iz uporabe vode, potem obremenitve okolja z embalažo. Tako da smo potem z predavanjem dr. Kajfeš Bogatajeve zaključili ta sklop, v bistvu oba sklopa prehranskega in pa okoljskega z vidikom vpliva in pa uporabe družbene odgovornosti na vse to, kar naša podjetja počnejo. Gospod minister, kakšen je vaš pogled na konkurenčnost živilsko-predelovalne industrije? Se poslužuje vseh ukrepov, da bi bila še boljša, še bolj konkurenčna? Treba je povedati, da naša živilsko-predelovalna industrija izvaža že 23% hrane in pijač, ki jih proizvede. Če ne bi proizvedli konkurenčne hrane in konkurenčnih pijač, jih ne bi mogli izvažati. In izvoz samo narašča. Poglejte, prehranska industrija kot celota lansko leto izvozno narasla za 6%, kar se pa pijač tiče pa za 10%. Potrebno pijača industriji tudi prisluhniti in jaz sem danes dal pobudo, da tam, kjer vidijo administrativne ovire, ki so v moji pristojnosti, naj zelo jasno povedo, ne na načelni ravni, ker potem nam te informacije ne pomagajo mnogo, ampak na operativni. Tu imate nadstandard, tu nas ovirajte, predlagamo, da to in to spremenite. Kot drugo, sem predlagal, da še bolj sodelujemo pri izvoznih aktivnostih. Jaz se zavedam, da izvoz je osnovni poslovna dejavnost, vendar tam, kjer lahko kot država, kot ministrstvo pomagamo odpreti kakšna vrata, odpraviti kakšno administrativno ali pa upravno oviro, bomo to z veseljem naredili in zato tudi za nami vedno pogosteje direktorji gospodarskih družb gredo, ko imamo obiske v tuje države, oziroma se nam pridružijo, ko imamo tuje delegacije pri nas na obisku. Sam verjamem v rast slovenske proizvodnje hrane, te nove usmeritve sedaj, ki so ravno na sektorju pijač vidne, torej da so oni nosilci ne samo proizvodnje, ampak tudi prehranskega razmišljanja, ki gre v smer zdravega načina življenja, pa lahko dajo naši industriji dodatno konkurenčno prednost. Včeraj se je končal 10. vrh slovenskega gospodarstva z 12 ključnimi ukrepi za industrijski preporod. Kakšni bi bili odgovori na vprašanje, kako do optimalnega razvoja slovenske industrije do leta 2020 ali 30 in kako bi zvišali dodano vrednost, da bi prišli do 80% povprečja v Evropski uniji? Na eni strani podjetja sama morajo bistveno več vlagati v kompetence svojih zaposlenih, v posodabljanje, v tehnološki preboj, preporod in mislim, da se gospodarstveniki tega v Sloveniji zelo dobro zavedajo, vendar na drugi strani ugotavljamo, da če ne bo tudi nekih družbenih reform, drugačnega pristopa do razvoja, do podpore industriji, potem tudi te večje konkurenčnosti ne bo. Se pravi, da imamo oboji nalogo, na eni strani v podjetjih in na drugi strani tudi država, da spremeni poslovno okolje, da bo bolj prijazno za razvoj gospodarstva in posebej tudi za industrijo. Ne zahtevamo in pričakujemo nič posebnega, včeraj smo eksplicitno povedali, potrebujemo približno take pogoje, kot jih imajo višegrajske države. In v takih pogojih Slovenija lahko uspe. In your opinion, how important are national sectorial initiatives in the area of nutrition? Commitments are in place in Slovenia. How about other countries? Well, there's a lot of activity going on in the soft drink industry at the moment, and UNESDA, the European industry, started to take some initiatives already back in 2006, and we now see that there are a number of national associations, and Slovenia is in this respect a very good and positive example of building on those commitments and to maybe address the more specific needs adapted to the local market, to the dietary features in Slovenia, and to be able to provide in a collaborative mode with the officials the proper answers to the questions that are coming up today.
Na današnji konferenci je velik poudarek na izzivih kot tudi dosežkih sektorja proizvodnje pijač. Kakšen je pravi pomen zavez odgovornosti in kdo so tisti, ki so te zaveze podpisali? Govorimo pravzaprav o zelo pomembnem dosežku sektorja brezalkoholnih pijač. 11 podjetij se je namreč opredelilo do vsebine 5 zavez. Naj omenim, da so se podjetja odločila, da se bodo odgovorno obnašala v šolah, torej bodo upoštevala nekomercialni značaj šol. Poleg tega, kar je zelo pomembno, svojih izdelkov iz segmenta brezalkoholnih pijač ne bodo oglaševala otrokom mlajšim od 12 let. Še naprej opredelila so se, da bodo jasno označevala energijsko vrednost svojih izdelkov na prednji strani embalaže, ponujala širok nabor svojih izdelkov tudi in predvsem tistih z znižano energijsko vrednostjo in pa znižano vsebnostjo sladkorja. Ne nazadnje pa, da bodo promovirala zdrav življenjski slog svojih zaposlenih in tudi širše družbe. 11 podjetij je ta trenutek že podpisalo zaveze odgovornosti, nadejamo pa si, da se bo v prihodnje še kakšno podjetje več odločilo in videlo v zavezah odgovornosti pomembnost za širšo družbo in ne nazadnje za konstruktiven dialog z ministrstvi in ostalimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Kakšni so zaključki okrogle mize o konkurenčnosti sektorja proizvodnje pijač in ali jih lahko apliciramo tudi na celotno živilsko predelovalno industrijo? Iskati moramo povsod ravnotežje med konkurenčnostjo in družbeno ozaveščenostjo. Skratka, stakniti glave vsi skupaj, ne s kaznimi ali sankcijami ali trošarinami, ampak najti prave metode za spodbujanje pravih izdelkov za prave potrošnike. Gostili smo 70 udeležencev, ki prihajajo iz vrst industrije, ki prihajajo iz vrst fakultet, ministrstev in pa institucij, s katerimi kot Gospodarska zbornica Slovenije dnevno sodelujemo. In to druženje, preplet realnosti in pa tega, kar se pripravlja v državi, je izredno pomembno za vse nas, za deležnike, ki zastopamo mnenje gospodarstva. Tako da jaz se že veselim, v mislih so se pojavile ključne ideje za drugo konferenco industrije pijač, da bomo jo čim prej organizirali in seveda postavili zopet nove prioritete in pa seveda ne samo postavili, tudi kakšno prioriteto dela zaključili z danim golom.